preizkuša, jaz ne. Jaz samo preverjam, kar je sporočeno. Bogu ni dvoma in ni hudobije, zvezdni otrok v laponski legendi. Letošnja 32. edicija Bienala je v marsičem posebna, predvsem zaradi eksperimentalnega formata, ki nekako si prizadeva preseči utečene principe ustvarjanja razstav in protokole sodobne umetnosti. To počne prek precej specifičnega načina izbora umetnikov in sicer se Bienale na nek način, lahko bi rekli, razvija sami sebe. Namreč v izhodišču prvih 5 umetnikov je izbralo 5 zadnjih prejemnikov velike nagrade Bienala. Tako da pravzaprav Bienale na nek način poraja sam sebe. Teh prvih 5 izbranih umetnikov strani prejemnikov nagrade izbere naslednjih 5 in poda žogo naprej. Tako smo dobili nabor 30 sodelujočih umetnikov mimo centralne odločujoče instance kustosa kuratorja. To pravi, gre za neko razsrediščeno strukturo, ki jo obvladuje neko naključje, nek mehanizem. V tem smislu je razsrediščenost potekala tudi z izogibanjem neki centralni temi, neki središčni ilustrativni gesti, ki bi celo stvar združila in poenotila. Pravzaprav tej ilustrativnosti in njeni ambiciji smo se hoteli izogniti in zato je na mesto teme spiritus movens tega Bienala pravzaprav pesem. Pesem Kriterij rojstva Jureta Detelje, ki da tudi naslov celotnem Bienalu. In pravzaprav ta moment poezije, vendar ne kot pesništva, ampak moment nekega transcendentalnega odnosa do jezika, se pravi, poezija kot vprašanje o pogoju možnosti jezika je postala emblematična tudi za osmišljanje celotnega Bienala in te eksperimentalne geste. To transcendentalno naravo poezije v odnosu do jezika smo nekako posplošili na umetnost sploh in si nekako s tem eksperimentom zastavili vprašanje, kaj so pogoji možnosti umetnosti danes, kako je možna umetnost nekako onstran paradigme sodobne umetnosti in je na nek način je pravzaprav to neka osnovna gesta in nek zadnji horizont letošnjega Bienala in to vprašanje je neka končna motivacija te eksperimentalne geste razsredičevanja tega procesa ustvarjanja razstave, ki smo jo letos počeli. In v tem smislu tudi razstava v galeriji Škuc, ki nekako za svoj center jemlje Jureta Deteljo in njegov odnos do jezika in sveta prek tega nasploh, postaja pravzaprav emblematičen za celi Bienale, ampak ne v smislu, da je razstava to ime kot neka zgoščen pogled v gesto nastajanja letošnjega Bienala, je pravzaprav neka diskontinuirana pot skozi različne ovire in nove poti, ki smo jo kot bienalski kolegi, ki je osmišljal letošnjo edicijo Bienala, vendar ne v smislu kuriranja, temveč nekega bolj posredovanja, pravzaprav ubrali. Tako se na to idejo navezujejo tudi ostale razstavišča, ne nazadnje tudi Marija Bonomi in njena razstava v galeriji Jakopič, ki predstavlja nek spet samopresegajoči moment grafike, ki v svoji monumentalnosti zdaj dobi nova branja. Ni več zakona za moje oči, kri teče po svetu, toda zastonj. Nič ni z njo potešeno, nobena krivda se z njo ne opere. Ni več zakona za moje oči, kri teče po svetu, toda zastonj. Tako naslov Kriterij rojstva kot naslov To ni ime imata izhodišče v Juretu Detelji. Eno je naslov ene njegovih ključnih pesmi iz 1976, drugo naslov njegovega performansa iz naslednjega leta, ki sta oba predstavljena na razstavi v Škucu.
Jure Detela je bil izhodišče nam za razmišljanje o poeziji kot neki transformativni praksi, s tem, da je izjemno radikalno poskušal postaviti en nov odnos do simbolnega, ki ne bi temeljil na eliminaciji tistega, kar simbolno običajno potrebuje za svojo vzpostavitev. Kako vzdržati eno popolnoma drug odnos do življenja, do sveta, ki ne bi bil življenje od tujih smrti. In tukaj je Detela vzel poezijo kot izhodišče za eno zelo radikalno kritiko vseh obstoječih postopkov simbolizacije in tudi kritiko samega sebe, kritiko poezije. Detela si je prizadeval za poezijo brez metafor, kar seveda ni pomenilo spet preprostega eliminiranja od metafor, ampak je pomenilo izredno ostro soočenje z mehanizmi nasilja v samem jeziku in z mehanizmi odmišljanja, eliminiranja. Detela tega ni sprejemal in je poskušal vzpostaviti govorico, ki bi vzdržala prisotnost bitij iz tujih svetov, kot jim je rekel, bitij, ki jim je ta govorica tuja, v zavesti, da je tuja tudi temu, ki jo govori. In je v bistvu prek te tujosti videl eno možnost odprtja pogovora med bitji iz tujih svetov. Tako kot tudi o živalih, ki so bile ves čas v centru njegovega razmišljanja. On je obstoječi človeški odnos do živali prepoznaval kot strahoten, morilski. Detela živali ni nagovarjal kot bitij narave, ampak je izhajal iz predpostavke, da ni bitja, ki ne bi bilo že a priori ločeno od narave in zato samo. In na tej ravni se bitja, ki jih navadno vidimo na dveh bregovih, dihotomičnih, nezdružljivih, naenkrat znajdejo preko same tujosti v največji bližini. In v tej razstavi, to ni ime, smo pravzaprav poskušali preseči nekatere dihotomije. Med drugim je to ena razstava, ki za slovenski prostor nenavadno postavlja v skupni prostor objekte iz zelo različnih časov, od antike do sodobne umetnosti, to je pri nas izjemno redko. Ampak ne gre samo za to. Recimo, takoj na začetku razstave imamo primer partizanske brošure Karla Destovnika Kajuha, ki je bil narejen v snežnem viharju. In se je ta snežni vihar, snežinke, ki so razmočile papir, upisal na ciklostil na ta način, da je zabrisan, da je pretisnen. In moja teza je, da če res hočemo brati ta tekst, moramo pravzaprav enako pozorno brati brati upis človeških besed in snežink. Moramo enako pozorno brati tekst in tisto, kar ga briše. In na ta način so pravzaprav vzpostavljena razmerja med simbolnim in realnim na tej razstavi, na nekaterih izbranih primerih, od antičnega kipa Aheloja, ki ga je naprej klesalo delovanje raznih sil, ki je tukaj obenem sopostavljen s poezijo Tomaža Šalamuna, do razmerja med človeško glasbo in glasbo ptic, kot ga tematizira Athanasius Kircher v svoji čudoviti knjigi Muzurgija universalis, ki je tudi v originalu razstavljena na tej razstavi. Potem je tukaj še dve povabljeni deli, ki sta nastali posebej za to razstavo, delo Marka Pogačnika, izredno subtilna inštalacija o bosanskih piramidah in pa zvočna inštalacija Viktorja Bernika. Potem imamo tukaj loški ciklus Dragice Čadež, ki pač poskuša vzpostavljati taka prostorska razmerja, kot da bodo predrla stene te galerije. In potem imamo knjigo Temeljni teoretski traktat jugoslovanskih nadrealistov, pa tudi v mednarodnem nadrealističnem gibanju ključnih teoretskih del Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog Koče Popoviča in Marka Rističa, eno izjemno delo, ki ga je še treba zares odkriti. In seveda, kot en bistven del razstave, rokopisi Jureta Detele, ki so sicer predstavljeni preko skenov, ki so pa zelo dobri. In tukaj so prvič pokazani pač nekateri njegovi pesniški osnutki in pa dokumentacija o
tem že prej omenjenem performansu To ni ime. V dvojnost lastnega uma, ki ga vso večnost nekaj totalno neznanega misli. Ja, biti vso večnost brez odrešitve. Ena od spremljevalnih razstav letošnjega 32. grafičnega bienala je tudi razstava Marije Bonomi, Zavedno grafika v galeriji Jakopič, ki jo je Mednarodni grafični likovni center organiziral v koprodukciji z Muzejem galeriji mesta Ljubljana. Marija Bonomi je ena največjih, lahko rečem pravzaprav ikon grafičnega sveta. Je ena od najpomembnejših umetnic na področju grafike, v Braziliji pa tudi ena od najbolj pomembnih avtoric sodobne umetnosti in kulture nasploh. Tudi velika, tudi pomembna promotorka brazilske umetnosti. Marija Bonomi je z Ljubljano močno povezana, saj je Ljubljana ena od prvih mednarodnih prizorišč, kjer je razstavljala že zelo zgodaj in potem kasneje tudi zelo pogosto, v 60-ih, in potem kasneje pogosto dobila je več nagrad, med njimi je najpomembnejša seveda velika nagrada grafičnega bienala v leta 1983 in potem je imela 2 leti kasneje tudi eno manjšo retrospektivo v Ljubljani. Nastopila je pa tudi kot selektorka leta 1999, selektorka za Brazilijo, in takrat je brazilska selekcija prejela ponovno veliko nagrado bienala. Razstava je na nek način pomembna tako za Mednarodni grafični likovni center kot za Marijo samo, zaradi tega, ker nekako grafični bienale Mariji nikoli ni priredil razstave takrat, ko je prejela nagrado za svojo selekcijo, ker se je takrat formula in forma bienala spremenila. Na ta način, na nek način popravljamo to, recimo, zgodovinsko napako, čeprav ne gre ravno za to. In pa seveda mislim, da je pomembno, da bienale gosti tako veliko ime svetovne grafike prav letos. Well, I'm very happy about this exhibition. I think it's one of the most important of my life, a conclusive exhibition, since I have a special love for Ljubljana and Graphic Biennale. It's for me a big moment to be here, and I hope to have a great contact with youngs that want to see how graphics can be done. I've started a lot of them in Brazil. I work in public art too. There is a movie. It's an entire story, and it's an entire story of possibilities that anyone has who loves graphic art. Nekako rangel, ki se giblje in pleše, temveč masivno in fiksno, še več biti edina inkarnirana smrt. Svojo nagradno razstavo Mere na 32. grafičnem bienalu sem zastavil podobno, kot je bilo zastavljeno delo, za katero sem bil nagrajen. Earth Reflections je bil naslov tega dela. In v tej razstavi se enako arhiv, kot se je arhiv v zmagovalnem delu, se arhiv mojega dela tukaj zdaj nekako zrcali. Zrcali se na 2 načina. Na prvi način, v prvem nadstropju, moja dela na distanco se skozi prostor tečejo horizontalno od prvega do zadnjega prostora in se na eni strani fotodokumentacija zrcali, na drugo stran s tekstovnim delom arhiva, in na prvem nadstropju se moji objekti iz ateljeja en z drugim spogledujejo in zrcalijo recimo neke vsakodnevna moja opravila. Zato, ker v glavnem so ti objekti zgrajeni iz elementov, objektov iz mojega življenja, življenja ljudi, ki so mi blizu, in se nekako v resnici odzrcalijo glede na to, na kakšen način živim. Razstava je skoraj polpregledna, bi lahko rekel. Gre namreč za to, da ko smo pripravljali to razstavo, sem
dobi občutek, da že lahko svoje delo nekako klasificiram. In sem ugotovil po podrobnejšem pogledu, da če nekako pogrupiram svoje aktivnosti, da so neke 4 osnovna polja. Eno polje so objekti, to, kar se dogaja v ateljeju, potem kot njihov dvojček so neobjekti, to so dela, ki so vezana izključno na jezik, naprimer, potem dela na distanco, skratka, to so recimo moja potovanja in tako naprej. Četrta skupina so pa institucije in kolaboracije, ki sem jih veliko naredil. Naprimer, v Bruslju tudi vodim svoje razstavišče, velikrat sem delal z drugimi ljudmi, ne prav v kolektivih, ampak recimo v duetih sem ogromno delal. Poleg tega v Amsterdamu zaštartal institucijo Golob, ki je tudi zdaj rezidenca in tako naprej. V mestni galeriji ni bilo možno vsega pokazati in sem se potem nekako odločil za spet pogrupirati 2 skupini teh objektov in potujočih oziroma del na distanco. Kar vidimo na razstavi, so v resnici dela narejena v zadnjih 5 letih, mislim, da je najstarejša iz 2012. Ampak ta dela so na zelo različne načine so bila arhivirane. Zato, ker včasih kakšno popotovanje nima fotografskega spomina oziroma nima fotografije, se ne moremo spomniti preko fotografije, ampak je ostal mogoče samo en predmet ali pa je ostal kakšen zapis. In zato sem se pol odločil, da bi to nekako poenotil, sem se odločil narediti dosti take klasične fotografske reprodukcije vsega arhiva in ga potem prikazati skozi en medij, tako da bo mogoče tudi lažje dostopen gledalcem. Vem, da za svoje rojstvo hoče le moje telo, ki je večno. In vse dosedanje polarizacije na žive in mrtve razglaša za zmotne. Dosti je. V galeriji Kresija predstavljamo grafično mapo Praznina, ki na nek način poskuša reflektirati samo situacijo bienala. V mapi so predstavljenih 5 del, sicer 5 umetnikov in vsak izmed teh umetnikov je na nek način predstavnik svoje skupine, ki so se oblikovale v tej sami rizomski strukturi grafičnega bienala, letošnje edicije grafičnega bienala. In dejansko to je nekako bila prva intenca, se pravi, da mapa poskuša nekako iti z roko v roki za samo idejo bienala. Po drugi strani pa rečemo ta neka vertikalna zgodba mape priča o samih razmerjih, ki so nastajali znotraj samega procesa bienala. In sicer, ko sem jaz kontaktiral 5 umetnikov, sem jih kontaktiral z namenom, da poskušajo reflektirati polje, se pravi to neko območje praznine, kot sem jo jaz poimenoval, ki nastane v trenutku, ko so prejeli povabilo in na drugi strani bili soočeni z odgovornostjo, da dajo vabilo nekomu drugemu. In seveda na ta način se poskuša ustvariti tudi nekih 5 mikrozgodb, ki so se zgodile med temi razmerji, ker vedno, se pravi, samo vabilo v področju umetnosti vedno implicira neko določeno stvar, se pravi, ali gre za neko razmerje moči, ali gre za neko politično gesto, gesto prijateljstva, pragmatično gesto, se pravi, vabilo kot tako nikoli ni nedolžna gesta in to je na nek način tudi bila sama želja in sporočilo te mape in praznina kot taka ne nekaj, kar bi pomenilo neko odsotnost, ampak tako kot naprimer, ne vem, Cageva tišina ali pa negativni prostor v skulpturi pomeni v bistvu prisotnost nečesa, ampak je nekako mogoče na prvi pogled odsotno človekovemu pogledu. Bog se uči na mojem primeru.